Jutranji program Radia Maribor ob 8:40. Zdaj le voščim dober dan psihologinji Lari Delić. Dober dan. Lara, kako preživljate počitnice? V bistvu čisto raznoliko, no. Malo je seveda tudi dela zraven, predvsem pa veliko počitka. Skušam čim več zabave, mogoče ne na tisti čisto tisto prvo asociacijo, ampak predvsem, da se imam res fajn, da posvetim čas družini in pa seveda tudi sebi. In ravno o družini in to srečni bomo govorili v naslednjih minutah, saj ste izkoristili tudi delo in počitnice za to, da ste pripravili poseben vodič za ločene starše. Tako je. Vodič za ločene starše je v bistvu program, ki je v meni zorel pa več kot 2 leti, ampak 2 leti pa res intenzivno. Gre dejansko za sklop 4 interaktivnih predavanj, za predavanja, ki so namenjena predvsem staršem v ločenih družinah, njihovim partnerjem in pa seveda vsem pomembnim odraslim v otrokovem življenju, ki pač kreirajo okolje za njegov psihosocialni razvoj. Torej, kvalitetno, stabilno in ljubeče okolje. Tako, to je tisto, kar otrok potrebuje, ja. Dejali ste 4 sklopi. Kateri so to? Prvi sklop je v bistvu tale, je zelo osredotočen na otroka in sicer na njegovo dojemanje ločitve, na njegove potrebe ob tem samem dogodku oziroma odločitvi staršev in pa seveda v najširšem smislu, kaj pač otrok potrebuje za zdrav razvoj. Seveda s poudarkom na psihosocialen razvoj. V tem sklopu se pogovarjamo predvsem o tem, kako v bistvu nasloviti ločitev, kako se lahko odrasli pogovarjamo z otrokom o ločitvi, kako komunicirati na način, da ne povzročamo dodatnih bolečin ali dodatnih obremenitev na otroka. Ne? Drugi sklop? Drugi sklop je dober odnos med bivšima partnerjema. Kaj je to dovolj dober odnos? Kako v bistvu spostaviti in ohranjati korekten odnos, ki je seveda ključen element pri tem, kako bo otrok sprejel ločitev, kako bo na njega vplivala in pa seveda, kako bosta ta ločena starša potem nove družine ustvarjala in jih vzdrževala. Vse to je ravno to, ne? Kako potem otrok sprejme nove partnerje, ne? Ja, to pa je potem tale tretji sklop, se pravi, kako novega člana, ki je praviloma partner, lahko pa tudi njegovi otroci, lahko tudi širša družina partnerja, kako jih v bistvu vključevati v otrokovo življenje. In seveda obratno, kako novi partner sprejme tega otroka. Sprejme otroka, da. Ampak to je bolj na stvari, seveda partner je o tem obveščen, o tem, da je otroku že preden ga spozna, ne. Strah je lahko včasih zelo močen motivator, drugič pa ravno obratno, lahko vse skupaj še poslabša. Ja, in prišli smo do 4. sklopa, ki pa je malo bolj delavniško obarvan, se pravi, kako prepoznati lastne strahove, kako jih ozavestiti in kako za njimi upravljati, da potem nas ne ohromijo oziroma ne povzročajo dodatne škode, ki pa se kaže na kvaliteti našega lastnega življenja in spet poudarjam na otrokovi kvaliteti življenja. Se morata teh delavnic udeležiti oba partnerja? Ne, ne rabite se teh predavanj udeležiti oba bivša partnerja. Seveda je zaželeno in ni nič proti, ampak navadno pa se jih ne udeležite oba. Pravite, da udeleženci skozi predavanje pridobijo razumevanje dinamike odnosov med in po razvezi. Ja. Kako lahko zaščitimo otroka in hkrati naredimo pozitivno vez, da sprejme tako nove partnerje, kot tudi razmere, ki so se ustvarile pri svojih starših? Najbolj pomembno tukaj je, da se zavedamo, da otrok potrebuje in predvsem, da ima pravico do dobrega odnosa z obema staršema. Da lahko ima otrok dober odnos z obema staršema in kvalitetno preživi čas, je pomembno, da se starša, bivša partnerja med seboj vsaj spoštujeta. Spoštujeta zaradi vsega, kar sta nekoč skupaj ustvarila. Izvolite. Ja, in dejansko pomembno je, da
da ohranjata nek vsaj korekten odnos, da se okoli ključnih stvari pri otroku strinjata in da predvsem ločita vlogo, da sta bila nekoč partnerja in da v tej vlogi morda nista bila najbolj uspešna, da se pa zaradi tega, kar se med njima zgodilo, ne maščujeta na račun vloge starša. Torej, vi jim nekako pomagate, da dobijo nek pogled na situacijo skozi oči otroka in tudi njegove potrebe, ne? Tako je, ja. Večkrat rečemo, da si želimo najboljše za otroka, ampak morda v navalu vseh čustev pozabimo ali pa ne zmoremo videti, kaj to pomeni. Bo ob vsem skupaj tudi kakšna podporna skupina? Kajti saj vemo, ne? Na predavanjih nekaj slišimo, potem nekaj časa to izvajamo, potem pa pozabimo. Ja. Oblikujem tudi podporno skupino. To je manjša skupina staršev, ki bi pač želeli te zadeve, ki jih na predavanjih slišimo, ki bi želeli malo več podpore pri tem, da se potem to v prakso udejanji, in pa seveda za take, ki imajo malo bolj, bom rekla, izven serijske primere in malo kompleksnejše odnose. Ne? To je recimo pogosto takrat, ko eden od staršev, od bivših partnerjev se trudi vzpostavljati korekten ali pa vsaj spoštljiv odnos, medtem ko drugi, pa da rečem tako, malce nagaja ali pa ne sodeluje ravno tako zavzeto. Zdaj, Lara, verjetno je tudi med našimi poslušalci kar nekaj takšnih staršev, o katerih sva zdaj govorila, in seveda teh težavah. Kje lahko naši poslušalci dobijo več informacij o tem programu, ki ste ga zdaj takole na kratko radijsko predstavili? Tisti zares zainteresirani, najbolje, da me kar pokontaktirajo preko maila na info@psihologinja-lara.si. Tisti bolj sramežljivi ali pa tisti, ki potrebujejo malo več informacij, preden stopijo v prvi stik, pa vam priporočam, da mi sledite preko Facebook profila Psihologinja Lara ali Instagram profila Psihologinja Lara, kjer bom kmalu objavila več informacij o tem. Lara, kako pomembno je, da ste kot psihologinja prisotni tudi na družabnih medijih? Pa v bistvu ni tako zelo pomembno za moje delo, je pa to seveda eno izmed mojih poslanstev, ker bi rada pač te informacije za kvalitetno življenje razširila med čim več uporabnikov, sledilcev. In seveda, da vas potem tudi lažje najdejo, kajti danes smo dejansko skoraj vsi na teh socialnih medijih, ne? To pa tudi, seveda. Lara Dilić, hvala lepa za gostovanje v našem radijskem programu in veliko dobrega dela še naprej, tudi pomoči tako staršem kot otrokom v tem zadnjem programu, ki ste ga danes predstavili. Hvala za vabilo, hvala tudi vam. To je Radio Maribor.